Danes tudi v oddaji vstopimo v novi sistem obračunavanja omrežnine in pogledamo, kako in s kakšnimi napravami si lahko v tem novem svetu pomagamo pridobiti najcenejšo polnjenje električnega avtomobila, tako doma kot tudi v službi. Na prvo vožnjo zapeljemo Mercedesove plug-ine, v kvizu postavimo aktualno vprašanje o zimskih pnevmatikah, vmes pa se vprašamo, ali najboljše iz obeh svetov, hibridi torej, še potrebujejo subvencijo. Pozdravljeni avtomobilnosti. Tako kot nas danes zanimajo gibanja cen naftnih derivatov, Še posebej na bencinskih črpalkah, nas bo v prihodnosti zanimalo gibanje cen električne energije, preden napolnimo baterije. in najbolj vroča tema te jeseni, no, lahko je tudi hladna, če je elektrika predraga, je nov način obračunavanja, ki je stopil v veljavo 1.10.2024. Spremembe pa se nanašajo tako na gospodinjstva kot za poslovne uporabnike. No, in Agencija za energijo je s to metodologijo obračunavanja želela na nek način spodbuditi uporabnike, da se prilagajajo sistemu in tako vplivajo na širši elektroenergetski sistem. Uporabnik bo zdaj lahko bolj aktivno sam vplival na to, kdaj in po koliko kupuje elektriko, se pravi po moči in količini, ki jo sprejema in kdaj jo sprejema. Če še malo poenostavimo, se pravi, ko bo omrežje najbolj obremenjeno, bo cena elektrike najvišja, ko bo omrežje manj obremenjeno, bo cena elektrike cenejša. In uporabnik bo to lahko na nek način kontroliral tudi sam. Kar je sicer precej komplicirano ali pa zahteva kar precej časa in truda in znanja. Ampak obstajajo pa tudi naprave, ki nam tukaj lahko izdatno pomagajo in preverjal jih je Luka. Današnje vprašanje se glasi, kako obvladati omrežnino, da nas ta ne bo udarila po žepu. Gospodinjstva, še posebej pa podjetja, se ta čas soočajo s strahom pred višjimi računi za elektriko. Še posebej, če niso preveč domača z upravljanjem oziroma učinkovitim optimiziranjem porabe električne energije. In stvari bodo, kot se kaže, postale še bolj zapletene. Novi sistem bo namreč poskušal omogočiti bolj pravično porazdelitev stroškov za vzdrževanje omrežja. To bo mogoče po zaslugi uvedbe višje zimske in nižje poletne sezone ter 5 časovnih blokov, ki bodo vplivali na cene omrežnine glede na obremenitev omrežja. Pa poglejmo malo bolj natančno. Zakaj je danes omrežnina v Sloveniji pereča tema? Do zdaj smo bili vajeni, da smo omrežnino plačevali predvsem skoraj 90%, glede na to, koliko električne energije v kilovatnih urah smo prenesli. Ampak to, koliko energije mi porabimo, ne vpliva na obremenitev omrežja. Žice se, ne izrabijo, ne se grejo zaradi količine elektrike, ampak zaradi najvišje moči, s katero to počnemo. To je bilo do zdaj zelo nizko ceno. Zdaj se je ta sistem obrnil in večina stroška je torej moč, manjši del stroška je pa energija. Skratka, bolj ugodno bo za tiste, ki znajo paziti na svoj odjem električne energije, se pravi na to, s kakšno največjo močjo elektriko vlečejo iz omrežja. Če znajo to krmili, če znajo na to malo paziti, potem bo za njih enako, kot je bilo doslej, ali celo ceneje, zato ker bojo toliko manj plačevali omrežnine na energijo. Tisti, ki pa ne pazijo, se jim pa zna zgoditi, da bodo plačali več. Da bi se izognili višjim stroškom, bomo naš objekt morali celovito energetsko upravljati. Tale škatlica predstavlja digitalno rešitev za prerazporejanje konične energije. Torej gre za digitalno rešitev za prerazporejanje konične moči, kar poenostavljeno pomeni, da iz omrežja ne odjemamo preveč električne energije naenkrat. Če bi recimo zdajle, ko smo v času najvišjega bloka, se pravi zdajle smo v novembru, smo delovni dan med 7 in 14. To je tisti najdražji 3,6 evra na kilovat. Če zdajle mi priklopimo avto, bi se ta avto začel polniti z 11 kilovati. 11 kilovatov, pa še kilovat ali dva iz tehle porabnikov, kaj se zgodi? Kar naenkrat smo za 2-3 kilovate presegli in za vsakih 15 minut bomo mi plačali kazen. Če mi recimo potem pustiva zdajle avto polniti do 2 in narediva 20-30 takih intervalov in vsakem preseževa za 2 kilovata, bo to lepa številka v evrih kazni. Lahko se zgodi, da se prižge toliko teh nekrmiljenih naprav, da sam sistem tega ne more krmiliti. Zakaj? Če mi ročno prižgemo doma vse 4 indukcije pa ploščo, tega seveda sistem ne more krmiliti. Sistem ne bo ugasnil štedilnika, nima opcije. Mogoče kasneje, ko bojo kakšni pametni štedilniki. Ampak nas bo pa opozoril,
da presegamo našo dogovorjeno moč in da bomo presegli tisto 15-minutno meritev. Zdaj, mi se lahko odločimo, da bomo to ignorirali, še posebej do konca naslednjega leta, zato ker pač se še ne plačuje kazni, lahko pa rečemo, aha, kaj imam jaz zdajle v sistemu, v hiši, da lahko ugasnem. In to pač ugasnem. Ugasnem za hip, ne vem, toplotno črpalko oziroma klimo ali pa karkoli drugega, dokler sistem nas ne obvesti, da je zdaj pa dovolj nizka poraba, da ne bomo naredili te konice. Predvsem je zelo važno, da to lahko enostavno naredimo iz aplikacije. Odpremo aplikacijo Optimum in imamo vse te podatke, ki sva jih midva videla tule, tudi tam notri in tudi tam lahko greva in enostavno pogledava te podatke, lahko klikneva na polnilnico in rečeva, želim, da zdajle... Se pravi, lahko spreminjamo nastavitve tudi na... Tako. Želim, da se zdajle avto vendarle polni na polno, a ne? In tako naprej. A lahko pogledava še kakšen konkreten izračun, kako se da prihraniti z Optimumom? Poglejva recimo dve opciji, fizične in pa pravne osebe. Imava neko fizično osebo, ki ima dogovorjeno moč določeno 11 kW. Verjetno zato, ker je v preteklosti imel take porabe, morda ima doma polnilnico, kaj takega. Ne? In zdaj mi se pač odločimo kot ta porabnik, da jaz bom pa od zdaj naprej pazil. V najdražjih blokih ne želim plačevati 11 krat 3,6 kW, ker bom pazil, ne bom več avta takrat polnil, ne bom takih stvari počel in si bom znižal dogovorjeno moč na 6 kW. Se pravi, prihranil sem 5 kW, krat 3,6 evra je 18 evrov na mesec, 72 evrov na leto. Zakaj sem rekel 72? Ker ta prihranek je tak samo v tistih 4 mesecih, ko je prvi omrežninski blok v visoki tarifi. To je sicer super, ampak če pa jaz ne pazim, če sem to naredil malo na pamet, če nimam nekega Optimuma zadaj, se mi pa zgodi, da recimo enkrat na mesec za 2 kW samo to prekoračim, za 30 minut pa še enkrat na teden se mi zgodi ena takale prekoračitev. 5 kW, 4 kW, 2 kW, 1 kW, res ne veliko. Po nesreči dam avto polniti, kaj ne bi smel. Ko izračunamo to s tisto formulo, ki je določena, to pomeni 7 evrov mesečne prekoračitve dobrih oziroma 26 evrov kazni. In če to se mi zgodi v vseh teh 4 mesecih, sem si nakopal 105 evrov stroška, kar je veliko več kot prihranek. Se pravi, to se nam ne sme zgoditi. To se nam ne sme zgoditi, to nam prepreči Optimum. Pri podjetjih so te stvari lahko še više, če pogledava eno znosno manjše podjetje 100 kW dogovorjene moči, če znižajo za 30 kW, letno prihranijo 432 evrov. Ampak, če jim pa pride do takih prekoračitev, ena malo daljša, recimo za 5 kW, pa par krajših 5, 2x po 7, pa 3 kW, spet ne veliko, je pa to kar naenkrat 70 evrov na mesec kazni, oziroma v tem ta visoka bloku skoraj da 300 evrov, skoraj toliko kot stane Optimum. Zdaj pa, če to pomnoživa recimo 10 za kakšno večje podjetje, ki ima pa megavat odjema, so pa te številke že zelo, zelo visoke. Zapomnite si torej izraza peak shifting in peak shaving. Gre torej za premikanje in rezanje konic in bistveno lažje bo z dodatnim baterijskim hranilnikom. Če mi rabimo neko določeno količino moči, recimo v podjetju je 100 kW, mi jo lahko porabimo za neko operacijo, za to, da ne vem, nek grelec laufa, 1 uro, nekaj takega, nek stroj, takrat, ko je to najdražje in plačamo 100 kW, krat 3,6 evra je 360 evrov. Lahko pa mi to napravo takrat sicer prižgemo, ker jo pač moramo, recimo, ker pač se jo ne da premakniti, ampak energijo za njo zagotovimo iz baterije. Tistih 100 kW moči nam ta čas dobavlja baterija. Ta se sicer prazni, ampak mi smo prišparali 360 evrov. Ko pademo v nižji blok, kar je lahko že čez 1 uro, s temi istimi 100 kW takoj nazaj napolnimo baterijo. To nas sicer, recimo, če gledava drugi blok, stane malenkost manj kot 100 evrov, ampak tam smo prihranili 360 evrov, tukaj smo sicer plačali 100, ampak 260 evrov smo v enem dnevu prihranili. Temu se reče peak shifting, se pravi, ne samo, da znižamo konico, ker jo bomo pač nekaj mogli imeti, ampak jo prestavimo v bolj ugoden omrežninski blok. Če imamo pa možnost samo porezati špico, temu se pa reče po angleško peak shaving, pa da enostavno to porabo razporedimo na daljše časovno obdobje, pa celo baterije ne rabimo, lahko to Optimum naredi samo tako, da recimo, da se avto namesto polni z 10 kW, se polni z 2, pa 5 ur namesto 1 uro.
Omrežninski bloki nas torej že danes silijo v precej razmišljanja. Še veliko bolj zapleteno pa bo v prihodnosti, ko se nam verjetno obetajo tudi dinamične tarife električne energije, s katerimi se bodo cene spreminjale še bolj pogosto. Na splošno je zelo težko napovedati, kaj se bo dogajalo s cenami električne energije. Zaradi prehoda k zelenim virom pa je jasno, da bodo nihanja in nepredvidljivost trga le še bolj izraziti. Pomembno je torej, da bomo številne faktorje spremljali tudi v realnem času, od potreb uporabnika do sprememb cen in tarif omrežnine, analogno ali digitalno. Priključni hibridi so v prvi generaciji postali zanimivi v tistih državah in takrat, ko so dobili subvencijo. In zanimivo je, da je Evropska organizacija za transport in energijo v svoji študiji ugotavljala, da te prve generacije priključnih hibridov uporabniki uporabljajo kot navadne bencinske avtomobile. Še zlasti to velja pri službenih avtomobilih, ki so večinoma polnjeni na bencin, električne polnilnice praktično v svoji dobi ne vidijo in to je že vprašljivo za njihovo smotrnost. Ampak vse to se utegne v drugi generaciji priključnih hibridov bistveno spremeniti. Imajo bistveno boljšo tehnologijo, večjo kapaciteto baterij in vse skupaj omogoča bistveno večje število prevoženih kilometrov in udobno vožnjo samo na elektriko. Ja, in ni jih treba vedno in povsod, ko se ustavimo, tudi polniti. Nekaj podobnega, kot recimo, ko smo imeli 3-4 leta star mobilni telefon, pa ga je bilo treba vedno kam priključiti. No, Mercedes prihaja, kar se priključnih hibridov tiče, z novimi rešitvami. Mercedes has 10 years of experience with plug-in, right? Yeah. What did you learn in these 10 years? Two biggest points. Yeah, you need enough power for the daily driving and you need enough e-range to ensure that the normal daily driving routes are possible to be driven electrically. Priključni hibrid torej ni več samo klasičen avto, ki so ga nemški poslovneži lahko kupili ceneje, ker je bil po zaslugi majhnega električnega motorja upravičen do subvencije. Ne, moderen priključni hibrid je pravi električni baterijski avto, ki ima bencinski motor samo za rezervo. Električna vožnja je namreč zdaj bistvenega pomena. Zato je zaloga baterij zdaj bistveno zajetnejša, zadošča za vsaj 100 km električne vožnje in to je po statistikah pri veliki večini voznikov dovolj za vse dnevne vožnje. In po novem, niti izpraznjena baterija še ne pomeni nujno, da je treba preklopiti na bencin ali dizel. Na zaslonu zdaj vidim, da imam samo še za 5 km električnega dosega, ampak kot vidim, na tej poti imam tudi električno polnilnico, Ionitijevo električno polnilnico, na kateri lahko ta priključni hibrid na hitro napolnim. Da lahko hitro polnim, moram tukaj v meniju izbrati funkcijo Quick Charge in zdaj vidim tudi, da sem s to vožnjo baterijo že kar dodobra segrel na tej polnilnici, pa vam bom pokazal tudi eno funkcijo, ki zelo pride prav tudi lastnikom električnih Mercedesov. Torej, nobenih kartic z avtomobilom se samo pripeljemo na polnilno mesto, priklopimo polnilni kabel, wait for plug and charge. Plug and charge je ime storitve. Avtomobil in polnilnica sta se že dogovorila, se sta sporazumela in čeprav imamo skoraj popolnoma prazno baterijo, je avtomobil že začel polniti s polno močjo. Seveda v tem primeru nimamo tistega hitrega polnjenja, kolikor ga zmore ponuditi ta električna polnilnica, ampak glede na to, da je to priključni hibrid, je to izredno hitro polnjenje. Tukaj na tem mestu še dodam, da imamo tukaj priključni hibrid, v katerem kombinirajo električni motor in pa dizelski motor, torej nam to omogoča izredno dolge poti. Ampak ta funkcija plug and charge je
ta hip na voljo samo za Ionitijeve polnilnice, na naših gremo na elektriko in pa petrolovih polnilnicah ta hip še ne deluje. Dejstvo, da prazna baterija še ne predstavlja panike, no to dela vožnjo manj stresno. Vseeno pa ni treba, da vsakič najprej do konca spraznimo baterijo, potem pa preklopimo na bencin. Namreč, če že v štartu vemo, da bo naša vožnja daljša od kilometrov, ki jih zmore baterija, ali pa če vemo, da se bomo vozili 200 km/h po nemškem avtobanu, ali pa če nam zapaše dinamična vožnja, potem je najbolje že kar takoj na začetku vključiti izredno učinkovit hibridni način delovanja. In pa relacijo zaupati Mercedesovi navigaciji. The route-based operating strategy in the hybrid mode help to use the stored energy in the most efficient points. If you use the navigation system, the car knows where you want to go and how long this distance will be. It knows how the descent or the topography of the route will be, and it will know how many German autobahn with high velocities or cities will be in there, and it will provide you the electric energy mainly in the cities, in slower driving, in the most efficient parts. So it will save also the electric energy. Zadnje generacije Mercedesovih priključnih hibridov so ponašajo tudi z bolj zmogljivim zaviranjem na elektriko. We will have a recuperation torque up to 120 kilowatts. I think the most driving maneuvers in the daily driving are really covered with this power. You give me some perspective. How much is this if you compare it to the previous systems? In the generation 3 hybrid, there was this fixed ratio between the friction brake and the recuperation brake because the whole system was dependent from the vacuum and braking system. And now it's completely independent from the vacuum and braking system. So this ratio is possible to be very flexible. Yes. I can show it here on the screen for you. Here you can get some information about the hybrid system. You can have a look on the state of charge. You can have a look on the energy flow, and you can also see what the engine is doing at the moment. For example, you see the torque you're using for driving and the power you're using. And if we have a recuperation afterwards, when we go down the hill, you will see also the negative power, negative torque we use for recuperation. And now you see there is this negative torque and a negative power in the recuperation. Seveda, morda bi kdo za dnevne električne poti potreboval še večjo baterijo, recimo takšno za 200 ali več kilometrov. Ampak več baterij pomeni tudi več mase in nekje se je vendarle treba ustaviti. Namreč vedno se pritežujemo, da so električni avti izredno težki. Če bi torej v hibride vgradili še več baterij, bi bili ti še težji, saj bi imeli poleg težkih baterij še motor in pa rezervoar za gorivo. Zdaj, ali so novi Mercedesovi plug-ini dosegli optimum? No, to pa bo pokazal čas. In smo že pri vašem in našem najljubšem avtomobilnostnem kvizu tega tedna. Preden gremo na tokratno vprašanje, pa ponovimo še tistega iz preteklega tedna. Vprašali smo vas, na katero goro se je odpravil oziroma so se odpravili s Fiatom Pando. Možni odgovori so bili 3: Kilimandžaro, Triglav ali Mount Everest. In pravilen odgovor je Mount Everest. Ne čisto na vrh seveda, ampak dokler je šlo. In šlo je daleč. Z 2 pandama 4x4 so odrinili iz Kačmanduja in vztrajno plezali do cilja, ki je bil bazni tabor Everesta na nadmorski višini 5200 metrov. Slednje je vsekakor velik uspeh, še posebej ob dejstvu, da so na poti tudi uporabljali manj kakovostno gorivo. Zdaj pa vprašanje tega tedna. Tokratno vprašanje pa času primerno posvečamo pnevmatikah. Super! Sprašujemo vas, ali morda veste, zelo približno, koliko pnevmatik se v Sloveniji zamenja ob letno zimskih menjavah. Na voljo imate 3 odgovore, skenirate QR kodo in izberete tistega, za katerega mislite, da je pravilen, oziroma nas obiščete na rtvslo.si poševnica avtomobilnost.
Skoraj vse evropske države na tak ali drugačen način spodbujajo nakup vozil, ki porabijo manj ali nič fosilnega goriva. Poglejmo, ali najboljše iz obeh svetov, hibridi torej, še potrebujejo subvencije. Prva generacija priključnih hibridov se je oglaševala kot najboljše iz obeh svetov, fosilnega in električnega, ali iz česarkoli že dobimo elektriko. Ampak enemu delu tega sveta je manjkalo še precej, da bi bil vsaj približno najboljši. To je bil električni sklop. Spomnim se, kako sem ob testih prvih priključnih hibridov razvojnikom in tržnikom govoril, da 30 km dometa samo na elektriko ne bo dovolj. Pa so mi odgovarjali, da statistično gledano večina Evropejcev v dnevnem commutingu ne prevozi niti toliko. Že mogoče, ampak kupci pred nakupom avta o vožnji ne razmišljamo statistično. Ampak vseeno. Vmes je minilo nekaj let in pred nami so priključni hibridi druge generacije. Ti pa že dosežejo med 80 in 100 km samo na elektriko. No, to pa je že povsem druga pesem. Ko je na trg prišel telefon z zaslonom na dotik, ni potreboval subvencije, da je v trenutku izrinil s trga prejšnjo tehnologijo. In to ne zato, ker je bil veliko več kot samo telefon, ampak zato, ker je bil še vedno tudi telefon. Enostaven, zanesljiv telefon. Avtomobila, ki bi naredil vse, kot zdaj naredita bencinski in dizelski, in zraven še veliko več, ta trenutek še ni. Do takrat, ko pride, pa bomo imeli na voljo tako imenovane alternative prehodnega obdobja. In v tem obdobju bodo imeli priključni hibridi nove generacije zagotovo pomembno vlogo. In kar je najbolj pomembno, z ali brez subvencije. Ponovno pa smo se imeli čas združiti z ameriško ikono Fordom Mustangom, tokrat v izvedbi Dark Horse, ki ima še nekoliko bolj prilagojeno podvozje, še bolj direkten prenos do koles in pa seveda še bolj optimiziran motor. Ampak je pa Ford Mustang bil 60 let nazaj. Točno 60. Res velika uspešnica. Na začetku so rekli, če jih bomo v enem letu prodali 100 000, bo to velik uspeh, no prodali so jih 400 000. V prvem letu, tako da Ken res izjemen inženir, ampak za prodajo pa ni imel smisla. Zdaj pa ta črni vranec. Sploh ni važno, koliko avtomobilov si doslej že uspel preizkusiti oziroma kakšna vrsta avtomobilov je tvoja najljubša. Vožnja pravega ameriškega V8 mišičnjaka je vselej nekaj posebnega. Poleg izjemno glasne V8 zvočne kulise je seveda glavna značilnost ogromen in dolg pokrov motorja, ki ga gledaš takole pred sabo. Seveda pa moramo za polno izkoriščanje specifik, ki jih prinašata atmosferski V8 in pogon na zadnji kolesi, pravilno izbrati tudi uživaško cesto. Ker se 8-valjnik zelo rad zavrti prek 6 ali celo 7000 vrtljajev, ima Mustang najraje nekoliko bolj odprte in hitre zavoje, ki jih odpeljamo v 3. ali celo 4. prestavi. Tam bo tudi precej manj nevarnosti, da bi zadek poplesoval in preizkušal voznikovo zbranost ter reflekse. Popolnoma drugače pa je v počasnih zavojih, kjer Mustanga zlahka postavimo vsaj malo počez. Tudi zaradi zajetnega navora in delne zapore diferenciala, ki poskrbi, da se tovrsten avto z zadnjim pogonom pelje, kot se takšen avto mora. Da se takšen avto dobro pelje v zavojih, pa seveda potrebujemo predvsem primerno vzmetenje, pa tudi zavore. No in na tem mestu pridemo do posebne različice Mustanga, ki sliši na ime
Dark Horse. Ta različica poleg 334 kW motorne moči prinaša tudi posebno vzmetenje Magnarite, ki ga lahko zelo preprosto poljubno nastavimo. No, da lahko skoraj 2 toni mase dovolj hitro ustavimo, pa imamo na voljo tudi športne zavore Brembo, ki so izjemno zmogljive, pa tudi vzdržljive. Različica Dark Horse pa prinaša tudi posebne aerodinamične dodatke in pa večje odprtine za hlajenje in pa dovod zraka. Poglejte na primer te dve veliki luknji, ki dovajata zrak v motor po teh zares ogromnih ceveh. Še več dobrot za dirkaške navdušence pa prinaša notranjost tega avtomobila. Pa naj začnem s tema odličnima športnima sedežema Recaro, ki voznika in sovoznika zelo dobro stisneta tukaj v bočnem delu in ju tako zelo trdno držita na svojem mestu. Zelo všeč mi je tudi, da si lahko po svoje nastavimo kar 6 različnih individualnih voznih profilov. Tako lahko recimo nastavljamo trdoto vzmetenja, pa trdoto oziroma čvrstost krmiljenja, pa delovanje oziroma pomoč elektronike. No, sam pa sem kar pogosto menjal tudi nivoje glasnosti aktivnega izpušnega sistema. Seveda je moj najljubši način tisti najglasnejši dirkaški, ki najbolj glasno rohni in grmi. No, ampak v resnici bo zaradi zelo glasnega zvoka 8-valjnika zvečer, sploh v kakšni domači ulici, zelo koristen tudi tale zelo tih način. Še 2 imamo namreč, ki sta primerni za kakšen šov, takrat, ko želimo, da se izpod pogonskih koles močno kadi. Poglejte, prva je drift ročna zavora, ki ob potegu nemudoma prekine prenos moči na zadnji kolesni par, obenem pa po zaslugi dodatnih čeljusti na zadnjih zavornih kolutih zadnji kolesi nemudoma blokira in vozilo spravi v drsenje, tako kot pri kakšnih reli specialkah. In še drugi šov način, ta pa je line lock. In kaj ta način naredi? Popolnoma blokira prednji kolesi, zadnji zavori pa popolnoma sprosti. In kakšen je rezultat? Seveda oblak dima, oziroma kot radi rečemo, pravi mustangovski burnout. Seveda pa bosta ob takšnem početju zadnji pnevmatiki Mustanga kar močno nastradali. No, ti pnevmatiki imata širino 275 mm in v resnici nimata prav zelo nizkega profila. No in ravno to je ob odličnem vzmetenju glavni razlog, da je Mustang lahko pravzaprav tudi zelo dober potovalnik. Boste pa morali na teh dolgih poteh seveda krotiti Mustangovo bencinsko žejo. Kot vselej pri takšnih motorjih je recimo poraba okoli 11 litrov na 100 prevoženih kilometrov že precej ugodna. Ampak predvidevam, da ob vožnji s tem avtomobilom tudi teh 11 litrov ne boste prav pogosto dosegli. Grmenje 8-valjnika namreč voznika, če to hoče ali ne, preveč zasvoji. Gremo torej naprej proti magistrali. Če ste dobro gledali prejšnji prispevek, potem ste opazili, da so na tablici številke 007. In Mustang to številko seveda lahko zelo upravičeno tudi nosi, zato ker je bil Bondov avto in sicer v filmu Diamonds Are Forever. Diamanti so večni. Tako je iz leta 71 in očitno niso večni samo diamanti, tudi Mustang, gledajte, kako se drži pri 60-ih. Pa bodo rekli, da so plastične operacije brez veze. Ampak tudi za tega pravijo, da naj bi bil zadnji V8 z V8 agregatom v seriji Mustangov. Misliš, da bodo naslednji hibrid? Ne, jaz predvsem ne samo, da mislim, ampak tako kot vsi dobro vemo, Mustanga že od prvega dneva znajo odlično prodajati. In ne, jaz mislim, da to ni zadnji V8, glede na to, kako Amerika stoji za nafto, pa ne samo tisto pri njih, ampak tudi po svetu. Po mojem, stisnejo še kakšnega V8. Bodo še rohneli po naših cestah. Mi oziroma vi na kakršen koli agregat oziroma pogonska sredstva že vozite, se vidimo oziroma prijetno in varno pripeljite do naslednje oddaje čez teden dni. Srečno!